Pozdravljena, svetla, stara duša. Danes bomo govorili o osnovah in sicer o mišičnem testu resnice in o prepoznavanju svojih programov, svojih resnic, svojih kod, svojega pomanjkanja. No, najbolj enostavno je pogledati, kaj nas moti pri drugih ljudeh. In to, kar opazimo pri drugih, na nek način je povezano tudi z nami, da nam povzroči neko reakcijo. V glavnem, preko mišičnega testa lahko prepoznate svoje kode. In prva stvar, če gledamo, da je zemljevid našega globljega stanja, je dejansko naše telo. In ko mi pogledamo svoje telo, katerikoli del svojega telesa, dejansko ta del telesa z nami govori. Če vas recimo bolijo kolena, je vedno povezan to s spolno čakro in strahom pred izražanjem tega, kar si, in predvsem strah narediti korak naprej. Recimo, če imate težave z gležnji, je lahko neka koda povezana z zvezanostjo, ujetostjo, ne morete iti naprej, se pravi spet nek program, po katerem delujete. Seveda, jaz verjamem v to, da te programi so povezani z našimi preteklimi življenji in da se v bistvu na to naše energijsko polje zapišejo vse tiste na fizično telo. V bistvu potem pridejo te programi nižjih energij, medtem ko ta naša višja duša, ki ni tako daleč stran, to je približno ta Merkaba, ta energijski zapis je 25 metrov okrog nas. Se pravi, to ni tako daleč stran. Ampak, dokler imamo obteženo naše fizično telo in imamo občutek teže in imamo zdravstvene težave, težko dostopamo do teh informacij, ki so shranjene pač v naši višji duši. No, zdaj pa tisto, kar je pomembno, da se razbremenimo, da prepoznamo resnico, po kateri delujemo, se pravi programe, in da potem gremo naprej. Glede, jaz sem prvič se srečala z mišičnim testom resnice v tej knjigi Skrivnosti aboriginskega zdravljenja. Potem tudi Joe Dispenza govori o tem, o mišičnem testu resnice, pa Bruce Lipton govori o mišičnem testu resnice. Dejansko naše telo govori z nami, nam hoče pomagati. In tisti, ki vam ne deluje mišični test resnice, pomeni, da ste tako močno zablokirani, da enostavno ne deluje. Ampak to ne pomeni, da ne deluje čiščenje, ki ga začnete delati. Pač dovolite si začeti delati čiščenje svoje podzavesti, ker boste videli, da boste tako sprostili to težo, da bo potem začel mišični test resnice delovati. No, v tej knjigi Skrivnosti aboriginskega zdravljenja Gary Holtz je zbolel za avtoimuno boleznijo, mislim, da je imel multiplo sklerozo, v glavnem njemu so odpovedovale vse mišice. In ko mu je uradna medicina predpisala samo še nekaj mesecev življenja, je preko naključij, se veste, da je vse naključ, srečal aboriginsko zdravilko. In v glavnem ta aboriginska zdravilka ga je popeljala v Avstralijo in mu preko mišičnega testa pokazala njegove kode pomanjkanja. On je sicer uporabljal to, da mu je tako držal roko, pa mu je ona pritiskala dol. To je v bistvu, rabiš nekoga druga, da ti pomaga pri tem mišičnem testu. Mišični test resnice je tudi na ta način, na svoje mi ostane to bolj skupaj. Če pa recimo nekaj, kar je neresnica, se hitreje sprosti. Jaz sama uporabljam mišični test resnice kot nihanje in recimo, če se takole postavim in rečem moje ime je Minka, pa če rečem Minka Marija, vedno grem naprej, in če rečem moje ime je Janez, kar pa sigurno nisem, grem nazaj. Se pravi, zame je resnica naprej, ne resnica nazaj. Za nekoga lahko deluje pa ravno nasprotno. Na svoje ime gre nazaj in je to zanga resnica. No in v glavnem, v tej knjigi je dejansko, to je bilo prvič, da sem tako šla in brala in v glavnem zgodba ozdravljenja. Ozdravljenja
bolečine zgodnega otroštva, ker je bil njegov oče tegale Garyja, alkoholik in ga je pretepal in kot majhen otrok si je dal program, ne smem čutiti, ne smem čutiti. In potem, ko je odrastel, ni zbrisal tega programa, ne smem čutiti, in so mu 3 zakoni propadali, kar enostavno, on je še kar imel naprej program, ne smem čutiti, in ta program je deloval, ker je to podzavestni program in celice delujejo tako, kot jim kažemo. Dejansko se je zgodilo, da so mu začele mišice odmirati, in ko je začel odstranjevati te zadeve, te kode, se je dejansko pozdravil in dejansko odkorakal iz Avstralije, čeprav je prišel tja na invalidskem vozičku s katetrom in tako naprej. Se pravi, to pomeni, da če je človek tako močno bolan, še vedno se lahko pozdravi. Jaz verjamem v to, da je bolezen nam kaže, kje imam energijski primanjkljaj na svoji auri. Se pravi, je nekje neka koda, ki mi povzroča ta primanjkljaj. Recimo, kdor ima preveč izraženo grleno čakro, kako veste, da ima preveč izraženo grleno čakro? Povezan je s tem, da kar naprej govori in kakor utihne, vi nekaj poveste, ampak poveste samo en stavek in dobi že novo temo, da lahko spet govori jaz, o sebi, mi, moje, naše, in je to. In predvsem ne zmore poslušati. No, recimo, še ena stvar. Kdor ima preveč izraženo grleno čakro, ima lahko tudi preveč izraženo spolno čakro. Se pravi, zna biti kar živahen. Po drugi strani pa, če je na nekem delu preveč, je verjetno nekje premalo, ni uravnoteženo. In je lahko na korenski čakri pa premalo. Se pravi, to preživetje, fizično preživetje, povezano z denarjem, s projekti, in ker človek ima potem, to je direktna povezava z grleno čakro, ker je tukaj preveč izraženo, samo govori, ampak ker je spraznjena korenska čakra, ne spravi ničesar v življenje. In zanimive so te čakre, seveda o tem sem pisala v knjigi, ko imajo čakre žur, tako da v glavnem zdaj v knjigarnah že lahko dobite to novo ponatis. Pri meni na spletni strani še vedno dobite prvo izdajo. Razlika ni nobene, razen to, ker se je pač cena papirja je šla močno gor, pač nova izdaja je dražja. Pri meni jo še vedno dobite za 33,90, pa če uporabite kodo zdravje, imate še dodatnih 10% popusta. No in zdaj, če že govorimo o grleni čakri, grlena čakra pa deluje direktno na limfo, na izločanje strupov iz telesa. In zdaj pomislite, nekdo, ki ima preveč izraženo grleno čakro, samo govori, po drugi strani mu limfa ne dela in kar pomislite na kakšno žensko, ki ubira vse okrog sebe, samo s sabo se ne ukvarja. No, pa vemo, da je tudi kakšen moški taka, ne? In zdaj, kako veste, da imate recimo lahko težave z grleno čakro? Pač telo kaže, nam hoče povedati, da je nekaj narobe. Recimo, nasplošno astma, težava z dihanjem, s pljuči, vnetja grla, hripov glas, izguba glasu, lahko se pojavi tudi rak na grlu, rak ščitnice, potem kdor ima slabše ali pa pač težave s ščitnico in nasplošno z grleno čakro, ima šibek glas, nima prijetnega glasu, načeloma zveni glas kot počena posoda. Potem tudi težave z spolnostjo, ženske ne doživljajo orgazma, pri moških težave z erekcijo, neplodnost, para nasplošno, dobro, kot sem rekla, zatekanje limfe, otečeno tukaj na tem področju, pač okrog grla, na obrazu, nekontrolirano pridobivanje ali izgubljanje telesne teže, bolečine tukaj zadaj na tilniku, potem težave s sluhom, vnetja ušes, težko požiranje večjih koščkov hrane, dušenje, ta občutek,
da ne gre po grlu dobro, šumenje v ušesih in pogosta vnetja v ustih, težave z zobmi in dlesnimi in nezmožnost doživljanja spolnega vrhunca. No in v glavnem, zdaj če pogledamo, da dejansko ta grlena čakra, ki je povezana direktno s korensko in spolno čakro, tukaj zadaj so pa zdaj programi, po katerih mi delujemo. No in dajmo zdaj pogledati nekaj takih programov. Recimo, bojim se postaviti zase. No in če imam jaz ta program, bojim se postaviti zase, pač naredim mišični test resnice in če gledam, bojim se postaviti zase, grem nazaj, jaz ne. Bojim se zavrnitve, tudi nimam. Pač, lejte, ko sem pisala to knjigo, sem vse kontrolirala, preverjala, čistila. Dejansko sama nisem mogla verjeti, da je to možno, da sem sama imela toliko težav s temi podzavestnimi programi. Moram biti pridna punčka. Če si jezen, si slab človek. Ženska mora biti tiho kot miška. Strah me je, da bi se neka avtoriteta razjezila name. Lahko je ta avtoriteta vaš oče, lahko je mama, lahko je mož, lahko je nadrejeni. Zdaj se imam mnenje, da sem zguba. In to deluje na grleno čakro, ampak hkrati, ker jaz zdaj se menim, da sem zguba, se ne izražam. Ne morem se izraziti, zaradi tega, ker moram počepati. In seveda je to povezano direktno s korensko in spolno čakro. No in zdaj, če pogledamo, ko enkrat pridemo do svoje resnice, recimo prvi program je strah me je kritike. No in zdaj, če jaz preverjam pri sebi, strah me je kritike, pač ne. Zato, ker itak me kritizirajo ljudje, upravljajo, zaradi tega, ker za dobrim konjem se vedno kadi. Pač s tem se ne obremenjujem, ker ljudje imajo vedno nekaj zapovedati. Pač to je dejstvo. In ne moreš se dovolj zmanjšati, da se kdo ne bi ukvarjal s tabo. Pač to je slovenski šport, ukvarjati se z drugimi ljudmi. No in zdaj tisto, kar pa jaz lahko zase naredim, ne da se ukvarjam z drugimi ljudmi, ja, ko nekdo prekorači moje meje in postavim meje. In še ena stvar, sicer ni to povezano z grleno čakro, ampak dobro, na nek način je, s korensko pa sigurno, strah me je postaviti meje in tudi, ko nekdo prekorači meje, sem tiho. In potem v sebi kuham. To je program, po katerem mogoče vaša mama deluje in potem vi delujete po tem programu in se program prenaša iz generacije v generacijo. No in dejansko, potem pa greste zdravilno molitvijo dekodiranja počistiti. To je ta molitev, ki jo dobite brezplačno pri meni na YouTube kanalu. Se pravi, vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s podzavestnim programom, strah me je kritike. Recimo, naj se vsi nivoji mojega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Potem pa damo roke v modro za novo moč, vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in to naredimo zaradi tega, da se poveže naša kronska čakra, srčno čakro in v bistvu to deluje na ta način, kot da bi na računalniku pritisnili briši virus. Pač začni brisati virus. No, potem pa naslednja točka, mi imamo 4 zdravilna središča in ta 4 zdravilna središča so povezana s centri v naših možganih. In sicer, prvo zdravilno središče je tukaj čakra tretjega očesa. Ko mi usmerimo energijo takole v čakro tretjega očesa in je približno 10 cm razmik med prsti in med čakro, mi usmerjamo energijo direktno v hipofizo. Hipofiza je pa droben center, kjer se proizvaja rastni hormon, kjer se proizvaja, kjer v bistvu rastni hormon vpliva na komplet hormonski sistem in nadzoruje tako ščitnični hormon, kot nadledvični žlezi, kot izločanje hormona DHEA, kot izločanje spolnih hormonov, dejansko komandant vseh hormonov. Potem naslednje središče je tukaj,
usmerimo energijo na ščitnico, ravno tako lejte, pač takole na to Adamovo jabolko. Potem si tukaj parkrat ponovimo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. No in zdaj pripravljam še, objavila bom vse te meditacije, jaz v bistvu v okviru moje šole, mojih tečajev, delam vodene meditacije. In to so neverjetne meditacije za čiščenje korenin družinskega debla, za opuščanje žalosti, čiščenje maternice in tako naprej. In bom pač zdaj že to delam, ko bom imela dovolj teh izrezanih meditacij, in bom dala kot samostojni produkt, da nekdo, ki želi pospešeno čistiti svojo podzavest, da bo enostavno si lahko naročil paket teh meditacij in jih poslušal in čisto svojo podzavest. No, v glavnem. In potem naslednja, se pravi tukaj zdaj na ščitnico, imamo pa tukaj pri ušesih dve manjši točki, pač tukaj, lejte, takole, ko usmerim energijo takole v čeljustnico. Tukaj imamo mi dve manjši čakri, ki sta povezani z nadledvičnimi žlezami. In ko mi usmerimo takole energijo s prsti, nastane elektromagnetno polje med prsti in med to manjšo čakro za zmanjšanje stresa. In nova energija gre direktno v nadledvični žlezi in nadledvični žlezi, tam se pa proizvaja stresni hormon, kortizol, proizvaja se tudi adrenalin, se pravi dva hormona, ki nas delata sicer žive, ampak zvečer se morata začeti umirjati in če se ne umirita, lahko pripelje naše telo do tega, da pregorimo. Ker po noči se tam proizvaja hormon DHEA, ki obnavlja, popravlja škodo in ko smo v meni ali moški v andropauzi, se iz tega hormona DHEA potem tvorijo spolni hormoni in dejansko ni potrebno, da pol naenkrat postanemo stari in brez energije. Moramo razumeti hormonski ustroj, a ne? In prav s tem, ko delamo to meditacijo, vplivamo na to, da se zmanjša stres na celični ravni. Potem pa damo roke v klunček in usmerimo tukaj na sence. In ko usmerimo sem na sence, dejansko pa vplivamo na epifizo. Epifiza je pa drug center v možganih, kjer se pa proizvaja hormon sreče, dopamin, serotonin, hormoni zadovoljstva, endorfini, v glavnem vsi ti hormončki, ki letajo po našem telesu in ki nas delajo zadovoljne. In s tem, ko mi gremo počistiti neko kodo, recimo, kaj bi bila lahko koda? Potrebo imam potem, da se počutim kot žrtev. Recimo, kako veste, da imate to kodo, če je vaša mama vedno žrtev, boga jaz. Ali pa recimo, če vam povem en primer, družine, po moški liniji se prenaša v njihovi družini, da moški uporablja okrog sebe tiho manipulacijo, skrito manipulacijo, ampak zadaj je koda ubogi jaz. In kako to zgleda? Na zunaj je pač to slika popolnega, ljubečega človeka, ampak doma ni čustvene podpore, ni čustev, ni pogovora. In potem takrat, ko pridejo težave, doma, ne pred drugimi ljudmi, joče in vedno pred otroki. In seveda, kaj otroci potem vidijo ubogega očeta, ki pač joka, ki je žalosten in usmerijo svojo jezo v vse tiste ljudi, ki so zlobni do očeta, ker oče je ubogi jaz. Ne? In to je njihova koda, ki jo predelujejo in se učijo to predelati. Ne? Čeprav oče, pač na zunaj je to krasen, prijazen človek, ampak to je tiha manipulacija. Ne? In to je pač nek program in zdaj preverite sami, če imate ta program, moram biti žrtev. In zdaj, če jaz preverim, moram biti, ne, jaz nisem žrtev. Pač jaz verjamem v to, da moje življenje mi kaže lekcije in da lahko delam korake. No in v glavnem potem, ko pa to naredimo, ko dekodiramo še epifizo, potem pa damo roke v položaj blagoslova in si predstavljamo svojo srečno bodočnost. In ta naša srečna bodočnost je povezana s kvantno fiziko. Vemo, da kvantna fizika
je dokazala, da končni rezultat je povezan s pričakovanji opazovalca. Se pravi, mi kot opazovalci svojega življenja ali pa svoje srečne bodočnosti, mi lahko kreiramo to, kar se nam bo dogajalo. Se pravi, ko jaz začnem razmišljati, ne vem, kje želim živeti, kako se želim počutiti, kako želim uživati, jaz s tem kreiram svojo bodočnost. In, glejte, jaz verjamem v to, da smo kreatorji svoje bodočnosti in ta naša bodočnost nam bo v naše življenje prinesla vedno to, kar je prav. Tako da, pač dovolite, da počistite svoje kode. Ja, nekaj dela bo treba vložiti v to, ampak naslednja stvar, začnite kreirati svojo bodočnost. Jaz verjamem v to, da ima vsak od nas dovolj moči, da lahko to naredi. Gremo še na kakšno pozitivno sporočilo s kar prehodom na vodovo, da vidimo, kaj tebi, svetla duša, ta trenutek sporoča stvarstvo. Kaj je tisto, da je prav, da ozavestiš, da veš, da spoznaš. Prvo sporočilo je, odgovore najdeš v tišini svojega srca. Pač Bog ti govori skozi intuicijo, tvoje vodstvo ti govori skozi tvojo intuicijo. Dovoli si slišati vodstvo svoje duše. In kam gre tvoja pozornost? Vidim mir, vidim ljubezen, vidim, kam gre tvoja pozornost. Tja, kamor gre tvoja pozornost, to ustvarjaš. Se pravi, vidiš probleme, vidiš vojno, manipulacijo, to ustvarjaš. Daj energijo v to, kar si resnično želiš. In temu namenjaj pozornost in boš še videla, kaj se bo zgodilo v tvojem življenju. Marsikaj, ker imaš moč ustvarjanja. Tako da, uživaj in ja, loti se čiščenja podzavesti. Lejte, pač jaz pišem knjige zaradi tega, ker verjamem, da lahko pomagam, da s tem, kar delam, pomagam čistiti to energijsko polje in vidim, kaj se da narediti dejansko. Vse bolečine na fizični ravni lahko odidejo, bolezni lahko zginejo, ker v sebi imate dovolj moči, da lahko nekaj spremenite. Tako da zaupajte v svoje božanske sposobnosti in pejte v akcijo.